Lepo pozdravljeni na še enem spletnem literarnem večeru. Erno Ferjanič smo spoznali že kot likovno ustvarjalko, kiparko, urednico, predsednico literarnega društva, tudi kot mentorico študijskih krožkov. Je pa še veliko več, ukvarja se z grafičnim oblikovanjem, ukvarja se z fotografijo, z organizacijo razstav in tudi s pisanjem. Danes jo bomo spoznali kot literarno ustvarjalko. Odstirali bomo njeno literarno ustvarjanje, ki obsega tako prozo kot poezijo. Veliko objavlja v literarnih zbornikih, tako domačih kot tujih. Doslej je izdala že 5 pesniških zbirk, knjigo o steklarjih, spomine in potopis. Danes nam bo predstavila svoji zadnji 2 izdani deli. Pesniška zbirka Lovilci vetra, ki jo je opremila tudi s svojimi fotografijami, je izšla konec leta 2020, Spomini na otroštvo z naslovom Pod starim hrastom pa januarja letošnjega leta. Pišem že iz osnovne šole, vendar ta intenziteta ni bila skozi enaka. Vmes so bila leta prekinitve, tako da sem potem stare zvezke našla in zopet nadaljevala nekje to pisanje ali poezije ali kratke proze. No, bolj intenzivno pišem mogoče zadnjih 15 let. Drugače pa vsekakor se najbolj najdem na likovnem področju. Tam, kjer je doma barva, kjer so doma oblike, kjer je en čist poseben svet, ki ga poznamo pač tisti, ki ustvarjamo na likovnem področju. Kako se vse skupaj to povezuje? Mislim, da je v vsakem človeku en skupek nečesa. Zdaj, nekdo je talentiran na več področjih, drugi na drugih področjih, tretji na tretjih področjih, ampak verjamem, da smo ljudje nosilci več znanj, več interesov, tako da pač pri meni se je to nekako pokrilo. Ja, to so zgodbe, ki jih nosim v sebi, pa vendar zapisati jih moraš kar malo pokopati po spominih. In teh spominov je bilo potem še veliko več, ampak vse vedno ni moč zapisati, tudi še zaradi ljudi, ki so živi, pa tudi zaradi spominov, ki so mogoče malo taki, da ne bi bilo najbolje, da vsi izvedo za to, kako se je dogajalo. Drugače pa to so spomini na Rogaško Slatino, na park, bili smo otroci parka, poznali smo dogodke iz parka, vse, kar se je dogajalo okoli danes teh znamenitih hotelov. Videli smo, kako so gradili nove stavbe, kako so se stare stavbe umikale, kako so gostje hodili v Rogaško Slatino. Bili so zelo različni in to tudi pišem na začetku, kakšni gostje so se zdeli nam, otrokom. Recimo na daleč si spoznal italijanske goste, predvsem Italijanke, ki so bile vse v zlatnini oziroma tudi če je bila kvazi zlatnina, ampak svetile so se od čevljev do verižic za vratovi, na rokah, torbice so bile svetleče, tako da res posebna italijanska moda. Potem so bile ženske iz Slavonije, ki so nosile široka krila in takrat smo vedeli tudi, da so prišli ljudje iz Jugoslavije, ne, iz drugega dela države, v Rogaško Slatino.
Pa potem so taki lepi dogodki povezani z glasbo, z glasbenimi paviljoni, vedno je igrala godba, različna glasba, orkestrska glasba, različni inštrumenti, tako kot filharmoniji recimo, igrali so dunajske valčke, igrali so različno glasbo in to smo mi poslušali že od mladih nog. In potem so se ti glasbeni paviljoni čez leta umaknili, ker so najbrž tudi razpadli, oziroma ne vem, zakaj so jih odstranili. Bili so prav lepe hiške in spominjam se recimo tudi, kako je bilo ob potresu v Skopju, kako so bili po celem parku postavljeni zvočniki in ti zvočniki seveda so igrali ves dan žalostno glasbo, ljudje so se prijemali za te zvočnike in jokali in to so bili ljudje iz Makedonije, ki so slišali, da se je zgodila ta nesreča. Pa potem Sladoledar, ki je bil normalno, da glavna zvezda za nas, otroke, pa Kostanjar vsako jesen pod Kostanji na avtobusni postaji. Lepi so spomini, kako smo hodili v kino, nismo imeli denarja in gospa šefica, ki je bila v kinu, ona je bila skoraj naša soseda iz sosednje hiše, nas je vedno spustila v kino, kadar je bilo že veliko repriz in je bilo dosti prostora v kinu in smo mi lahko si ogledali Winnetou-je in tako naprej. Tako da veliko je teh spominov, ki so zapisani v knjigi in se mi je zdelo fino, da eno tako knjigo z našimi otroškimi spomini podarim mojemu bratu. Ja, pozitivni, zelo pozitivni spomini in odzivi in vsi, ki so knjigo prebrali in so Slatinčani, vsi pravijo: "A veš, da si me popeljala v mladost? A veš, da sem se spomnil tega in tega, ravno zato, ker sem prebral to knjigo, pa spomnil sem se še na veliko drugih stvari ob teh spominih." Tako da mi je lepo, ko mi rečejo, da tudi oni se sprehajajo po otroštvu, kadar berejo to knjigo spominov. To je moja 5. pesniška zbirka in sem napisala takole: "Vsem, ki sledijo vetru, iščejo nekaj, pa ne vejo, kaj iščejo, tega pač ne bodo našli." Ker če ne veš, kaj iščeš, je to je isto kot v življenju. Če ne veš, čemu slediti, če si izgubljen, potem si pač izgubljen. Zakaj sem dala en tak stavek, ki se ne začenja z veliko začetnico in se tudi ne konča z veliko začetnico, oziroma se ne konča s piko? Začela sem zato, ker navdih so mi ljudje, vsakdanje življenje in naša okolica. In to, kar se dogaja, predvsem zadnjih 10 let, 15 let, se mi zdi, da je res ena velika sprememba družbe, življenja, načina. Tehnologija je zelo napredovala, tehnika nam spreminja svet. Potem, če samo tu zadaj sem napisala, kaj vse je bilo tisto, kar je sestavni del pesmi. Ljudje so postali neki hladni egoisti, ki manipulirajo z ljudmi, blefirajo, preračunljivi so, lažejo, varajo, padle so vrednote, to vsi vemo. In celo zelo nadarjeni patološki ljudje vodijo države, vodijo podjetja, vodijo naše življenje,
Tako da vse to doživljamo, beremo o tem, poslušamo o tem in vse to se nekje reflektira tudi v poeziji, v teh mojih verzih. In ko spoznavaš to temno plat vsakdana, ti sodobni medsebojni odnosi, ti nekje dajo misliti, da potem vsi ti moderni, kultski ljudje, ki so zvezde, ne vemo zakaj, ampak se pojavljajo v časopisih, to so na naslovnicah, zelo pomembni obrazi in sami pa niso srečni, sami so pa iskalci nečesa in vprašanje, če vedo česa. In vsem tem našim odnosom človeškim, vsem tem dogodkom, vsem tem ljudem nasproti, sem postavila pa fotografije narave. Narava je pa ta, ki nas zdravi, ki je vedno pozitivna, čeprav se v naravi tudi dogajajo velike stvari, hude stvari, vidimo od potresov do raznih sprememb v naravi, okoljskih, podnebnih, ampak to je samo reakcija na vse delovanje človeka. Tako da narava je ta, ki očiščuje, ki je pozitivna, kjer najdemo in mir in zatočišče in našo rešitev. In konec koncev pa, če bomo razumeli naravo, če se bomo do nje obnašali dobro, pozitivno in bomo čuteči do sočloveka, če bomo empatični, to je ta rešitev. In pa na koncu ljubezen. Ta pa res je ta, ki zmaga. Ljubezen med ljudmi, do sočloveka, razumevanje, to bo rešilo svet, sicer pa gremo. Pa bi prebrala mogoče kakšno od teh pesmi. Padajo besede ostre, neprijazne, tudi priliznjene in klečeplazne. Ena za drugo padajo besede srce, ki so produkt duševne bede. Besede temne so kakor zvezde ugasle, ne nosijo svetlobe jasne, ne razsvetljujejo noči srca, zaradi njih je duša žalostna. Povezano v spomine, kar je dobrega ostalo, srce pa je potiho zajokalo. Premnogi so odgovori, kot školjke se odpirajo kar sami, ponudi jih jutranja zarja in skrivnost večera. Med razmetanimi planeti hladnega vesolja nosim vedno vsem srce na dlani, preveč odkrito, ker večkrat nosi mi precej nemira. Danes vse neumno je pametno postalo, vse puhlo glavo je prišlo v modo. Vprašanje, kaj od vsega tega bo ostalo, saj ta napihnjena bleščavost le pena je nad vodo. Vmes so pa tudi optimistične pesmi, tudi nekaj takih res z ljubezenskim poudarkom. Tale pa naj bo za konec. Gosta mreža sončnih niti me je vso objela, mi zlate niti med lase pripela. Sonce mi pot zlatom je posulo, v zlate čevlje mi korak obulo. Brezmejni sončni krog me polni, z radostjo, srečo in toploto. Obračaj vedno se za soncem, kot cvet odpiraj vsem srce, naj bodo dnevi s srečnim koncem, večer naj lepo zgodbo ti pove.